Ok, klanec tretjič. Pomembno je, da se teka v klanec lotimo na pravilen način, kajti tek v klanec pogosto ni ravno tista najbolj priljubljena zadeva pri tekačih, ko se začnejo lotevati recimo trail teka. Zato naj bo en tak prvi nasvet, da gre za kombinacijo teka in hoje. Kajti, ko strmina postane malce večja, je pomembno, da znamo preklopiti v hojo in tukaj ne gre za noben neuspeh. Moramo razumeti, da predvsem nas kombinacija teka in hoje pogosto pripelje kam višje gor, lahko v hribe oziroma na kakšno lepo razgledno točko in to je tisto, kar pogosto iščemo, neko doživetje v naravi. Tako da na takšen način bo zagotovo ta tek v klanec lažji. Ja, ko govorimo o teku v klanec, je pomembno, da nekako ohranjamo ustrezno frekvenco korakov. Pogosto bomo za razliko od teka na ravnini skrajšali naš korak, se pravi, bo šlo za take zelo kratke korake, tako po domače rečeno, malce bolj mlinčkamo, tako zelo na kratko vrtimo vse skupaj. Frekvenca je še vedno, se pravi, visoka in probamo teči čim bolj odbojno, se pravi, malce bolj na sprednji del stopala in potem se nekako odbijamo navzgor. Kot sem pa že prej omenil, pač enostavno, ko nas malce zmanjka, preklopimo v tak hiter pohodniški korak in nadaljujemo naprej navzgor. Ja, kako pridemo do tega, da bomo izboljšali svoj tek v klanec? Tukaj je ena pomembna stvar, je ta, da v trening vključimo kakšne kratke intervale, se pravi, morda celega klanca ne bomo zmogli premagati v enem kosu, če pa to razdelimo v neke intervale, ga bomo na tak način lažje premagali. Potem že prej omenjena kombinacija teka in hoje, se pravi, da si klanec razdelimo na posamezne odseke, pa določene odseke potem pretečemo, posamezne mogoče oddelamo v takem hitrem pohodniškem koraku. Tretji nasvet tukaj je pa zagotovo vadba za moč, kajti če nam primanjkuje moči, potem bo ta odriv v naslednji korak. Pri teku v klanec vedno stopamo nekako na višjo točko in če ni ustrezne moči, je to še toliko težje. Tako da morda enkrat do dvakrat tedenska neka podporna vadba moči bo tukaj tudi en super nasvet.